Hvaležno pozdravljeni, gledate oddajo Klepet ob kavi in rubriko Ženski krog. Danes v svoji družbi hvaležno pozdravljam Saša Einzidler in Tjaša Dorelaj. Danes bomo govorili o tem, kaj je ženska ujeta v občutku krivde. Sama sem to najbolj intenzivno doživljala, ko sem postala mama. In ko sem bila z njo, mi je bilo res lepo, pa najlepše, ampak sem imela slab občutek, joj, pa ziher me čakajo, pa maili so, pa bojo lo zdaj delali in tako naprej. Ne? In ko sem bila za računalnikom, da sem podelala te stvari, kljub temu, da valjda nisem pustila hčerke same, ne? Sem pa imela slabo vest, da pa nisem z njo. Ne? In pa sem razmišljala, kje pa je zdaj občutek, kjer bom pa jaz zadovoljna. Ne? In pa sem jo včasih dojila, pa še malo zraven delala, ne? Pa sem ugotovila, da tudi to ni rešitev. In bi danes rada z vama spregovorila v resnici o tem občutku krivde, ki si ga ženske zelo rade nase navlečemo. Se mi zdi, da sploh v Sloveniji smo tak, ne? Kolektivno, mogoče malo... Ja. Pa da v bistvu povesta, kako vidite sebičnost v tistem zdravem pomenu, oziroma je mogoče problem v tem, da mi v osnovi tega že ne razumemo. No? Tako da, Saša... Ja, jaz kimam zdaj na vse tole, kar govoriš, pa vidim, da ti tudi, a ne? Jaz zaznavam res ogromen krivde. Sploh v ženskah slovenskih, pač z njimi pretežno delujem, ne? Tako da z moškimi malo manj ne vem, koliko te krivde je v njih, ampak že samo, ko greš v cerkev in slišiš, Gospod, nisem vredna, da prideš k meni, vendar reci, pač ne del obreda. Ves čas igranje na to, da si kriv, da nekega greha, da si kriv tega, da sploh si, da si kriv, če ne delaš vse točno tako, kot naj bi, in kakršne so te zapovedi, ki si jih je seveda zmišljal človek, a ne? Ker Bog nikoli ne bo rekel, ti si kriv. Ja, se so delali ta raziskavo religije, so delala, ne? Se pravi, govorim sistemu, ne govorim o veri, govorim o sistemu. In so ugotovili, da pač bolj je strok, ne? Boljš bo, ne? V tem smislu, da ljudje se ne odzivajo glih najbolj na Boga, ki vse odpusti in vse dovoli, ne? Tako da verjetno je tudi tukaj noter. To je odgovornost, a ne, ki jo mora vsak prevzeti za sebe, ampak dejstvo je, da s to krivdo se zelo da manipulirati. Pa ne govorim zdaj samo o cerkvi, govorim tudi o medosebnih odnosih, v službenih odnosih, v prijateljskih odnosih, v odnosih do otrok, a ne, itak. In ženske res smo obremenjene s to krivdo, kajti po eni strani nosimo v sebi to miselnost, ta gen naših prababic, ki niso imele niti volilne pravice, a ne? Ki so skrbele za praktično vse. Moški je pač prinesel denar k hiši, oziroma ne, če ga ni po poti, ki ga je dobil plačo, že zakockal ali pa zapil. In hkrati smo zdaj se osvobodile in hvala vsem tem našim prednicam, ki so nam pomagale, da smo danes tukaj, kjer smo. Da hodimo v službe, da smo lahko kreativne, da se lahko izražamo, da imamo neko javno življenje tudi, a ne, da nismo omejene na samo to domačo sfero. Ampak nismo pa naredile tega koraka, da bi v polnosti zbrisale pa še to staro miselnost, da smo mi odgovorne za dom, za otroke, za družino in hkrati da moramo delati in službo, svoj denar služiti, se izražati tudi v tem delu in potem še skrbeti za svoje starše, da ne govorim skrbeti za to, hkrati biti lepe, vitalne, poželenja vredne in tako naprej. In to je tako težko. Naporno je biti ženska, ne? Če si daš nase toliko odgovornosti za vse.
če te poganja krivda, je naporno biti ne samo ženska, ne. Ampak ženske smo s to krivdo bolj obremenjene, se mi zdi. Jaz imam tle nepriljubljeno mnenje. Zdaj, če gledamo čisto po biologiji, pa pač po hormonih, v tem smislu. Ženske v službi doživljamo veliko večje nivoje stresa. In se mi zdi, da se vse skupaj začelo dolgo časa nazaj, ko se je začela zelo propaganda tega, da ženska ne tekmuje za moškim. Nisem jaz za to, da zdaj ostane doma gospodinja pa tako naprej, ker to ni za vse. Ampak zelo velikokrat pa vidim primere, pa tudi statistike, raziskave govorijo, da si ženske nismo vedno v vseh primerih naredile uslugo, ker smo pa šle v službo, pa ker smo prevzele ful neke odgovornosti in tak naprej. In da niti ni nujno, če imaš ti urejeno, spoštljivo razmerje, kjer je jasno tudi razdeljeno, kaj je ženska vloga, kaj je moška vloga, da se kakšna ženska odloči, da dejansko zavestno odloči, da bo dejansko doma. Da bo njena vloga, da skrbi za dom, da skrbi za družino in tak naprej. In da je to in da je to dovolj. Sploh, če se znotraj partnerstva dogovorita, da tudi v primeru, da gre kaj narobe, ona pol ne ostane brez denarja oziroma v poziciji, da ne more zapustiti razmerja zaradi tega, ker nima denarja. In vidim trend mlajših žensk, ki v bistvu vidijo znova smisel v tem. Govorimo nekaj čez 20 let stare, ker se mogoče ne ženejo in se mi zdi, da ta boss babe trend mineva, kar se meni, če gledam še enkrat, če gledam čisto iz hormonske slike, ima smisel. Ker da pa od sebe pričakuješ, da boš the best podjetnica, pa the best šefica, pa hkrati the best mami, pa the best partnerka, pač ne moreš biti, Mislim, lahko sam izgoriš, pa si na antidepresivih, pa si na ne vem čemu še vse, pač ne gre, In kljub temu, da imamo ogromno knjig in nekih žensk, ki govori, zmoreš vse, mogoče pa rabimo nekoga, ki reče, ne zmoreš vse hkrati, odloči se, kaj je prioriteta v katerem delu življenja in se pač posveti temu, Ker vidim, da se bomo razmontirale, ali smo zdaj v takem prehodnem obdobju. Saj smo se že. Ker če pa gledam, moškega pa žensko, kjer si pa vse razdelita, pa cimra postaneta, pa tudi ni nobene polarnosti, Kje je zdaj smisel, in pač, ne vem, jaz tukaj gledam zelo nefeministično, ne vidim smisla v tem. Zelo dobro si izpostavila, v bistvu gre za žensko cikličnost. Tako kot imamo v mesecu cikel, je tudi v življenju nek cikel, skozi katerega potuješ. In imaš obdobje, kjer ti je morda v prioriteti kariera in potem imaš obdobje, kjer ti je morda v prioriteti partnerski odnos in poglabljanje le-tega. In ko pride ženska v materinstvo, je takrat njen fokus normalno, po naravi, po ustroju biologije ta, da je fokus tam. In jaz mislim, da bi si mogle ženske dovoliti več sprejeti, pomoči, podpore in da v bistvu to, da ti nekaj ne izbereš narediti, ne pomeni, da ti nisi sposobna ali pa da je s tabo nekaj narobe, ampak da enostavno se podpreš, da je to podpora. Tako kot včasih, ko je cela vas vzgajala enega otroka, da v bistvu tudi danes ne rabiš vse sama, ampak da si dovoliš mogoče najeti čistilko, ki ti pospravi dom in zaradi tega imaš potem ti več časa, ki ga lahko preživiš z otrokom, ali pa mogoče poskusiš s tem, da ti partner, se je to tudi njegov otrok, odvzame tiste 2 uri za to, da se ti potem lahko posvetiš stvarem, ki so tebi pomembne, recimo, če je to delo. In jaz mislim, da gre tukaj za to, da se ne pričakujemo same od sebe kot ženske, da moramo biti 100% na vseh področjih ves čas, ampak tako kot razumemo svojo žensko cikličnost tekom meseca, da si v bistvu dovolimo cikličnost tudi skozi življenje. Druga stvar, ki bi jo pa izpostavila, je pa to spet je v ozadju občutek lastne vrednosti. Se pravi, če mi od zunaj iščemo potrditev, da smo mi dobre,
se bomo žrtvovali za vse in bomo naredili vse, zaradi tega, ker potem ti pa mami rečejo, dobra mami si, ne? Potem ti pa družba reče, lej, ker je šla sama po otroka v vrtec, dobra mami je. Ne? In v bistvu, dokler mi ne bomo v sebe postavili, da lastna vrednost je nekaj, kar ni odvisno od tega, a mene mami potrdi, a mene soseda potrdi, ampak jaz v sebi čutim ljubezen do sebe, ne glede na vse, bomo nehali outsourcati občutek lastne vrednosti in potem nam bo vseeno, kaj narediš, ker ne narediš tega zaradi potrditve, ampak narediš to zato, ker ti čutiš, da je to pravo. In otroci Pa si trden, a ne? In je verjetno lažje. Ja, in v bistvu tudi, če te kdo obsoja, tebe to ne premakne zaradi tega, ker živiš v svoji resnici. Sama nimam otrok še, ampak v bistvu, kar vidim v delu z ženskami, je to, da ves čas čakamo, da dobimo podporo, za katero ne bomo na glas rekle, ampak da mora biti samoumevno in kar morajo te prebrati. Ne? In potem te partner ne prebere in te okolica ne prebere in se ti zrušaš pod težo vsega tega. In v bistvu na nas je, da tudi mi pridemo do točke, da rečeš, poglej, jaz potrebujem, da mi pomagaš, jaz si želim tukaj le podporo in da si jo dovolimo potem tudi sprejeti. In seveda, ne, potem bo mogoče oče otroka imel za tisti dan, pa bosta šla verjetno na pico, nič hudega, da ga pele na pico tisti enkrat, ko bosta to imela, ne potem kontrolirati te situacije. Zdaj pa si ga narobe pelo, ker si ga pelo na pico. Potem je na nas tudi to, da če povabiš v svoje polje podporo, da potem spustiš kontrolo, kako je ta podpora narejena, kar je potem težje zaradi tega, ker imaš ti neko željo. Ampak skratka, če je v zadnji občutek prizemljen v tebi, da vrednosti tebi ne določa, kakšna mama si na podlagi tega, kar ti družba reče, ampak si prisotna z otrokom, ko si z njim. Ne? Se pravi, krivda ni moralni kompas. A veš, jaz zdaj, ko poslušam, vidim, da ta moja generacija je to, kar si rekla, da punce spuščajo mogoče to potrebo po tem dokazovanju, pa biti, ne vem, direktorica s 1000 zaposlenimi v podjetju in ne vem kaj. Jaz se srečujem še z bolj staromodnimi težavami. To, kar si prej omenila, podpora. Jaz poznam kup žensk, ki si ne umislijo neke pomočnice doma, da pride enkrat na teden spucati, zato ker je to sramota. Zato ker kdo bo pa zdaj, zdaj bo pa vsi rekli, koliko sem nesposobna, da ne morem tega. To pa ja bi mogla jaz sama spucati. A veš, je to dejansko, o čemer ti govoriš, je zdaj res že en korak naprej. Od tega, s čimer se jaz srečujem v tej svoji generaciji, kar me veseli. A veš, in jaz tudi ženskam rečem, lej, govori si, če moliš in hodiš v cerkev, Gospod, vredna sem, da prideš k meni in zato reci le besedo. In ozdravljena bo moja duša. Jaz sem vredna, in ta temeljna stvar, na katero vidim, da se skozi vračamo, je res ta občutek te vrednosti, ki jo imamo ali pa nimamo zunaj. In dejansko so nam, ženskam, to vrednost ves čas, ne vem, načrtno ali pa ne načrtno, jaz ne morem reči, ampak ves čas se je dvomil oziroma se je izničvala ta vrednost. Kao, ne sme biti lepo, če mi bo lepo ali pa easy ali pa prelahko ali pa karkoli me bojo pa na grmadi zažgali ali kaj, v tem smislu. Meni je bilo ful lepo dolgo časa nazaj, ko sem brala Ošotove knjige, je zelo lepo napisal eno prispodobo, da drevo, ki raste, se bo borilo za vsako molekulo vode, pa za vsak žarek sonca in tak naprej, zaradi tega, da v bistvu da zraste. In potem, ko bodo prišli plodovi, jih bo nesebično dejansko delil z vsemi. In v Sloveniji imamo čudovit pregovor, iz praznega vrča ne moreš drugim nalivati. In v bistvu to vse pove, se mi pa zdi, da se tukaj zataknemo v tem prvem delu, se pravi, jaz sem vredna, da najprej svoj vrč napolnim, Ampak, a sem pol sebična? Ja, se to. A veš, zdaj sem pa slaba oseba, glej jo, ali pa
A veš tisto o oslu, ne? Pa je najprej mož gor, pa je otrok gor, pa je ona gor. Ne? V vsakem primeru vedno jo komentirajo, vedno so neki komentarji, ki so lahko dejansko žaljivi, ki te v bistvu lahko... se mi zdi, da tukaj, no, ta del, da si lahko to prvošam, da ni to sebičnost. Kaj bi bila druga beseda? Kaj bi bila druga beseda? Ker to ni sebičnost, meni se ne zdi, da je to prava beseda. Ne, sebičnost ima tako slabo konotacijo, da jo jaz sploh ne uporabljam. Zato, ker, jaz sem pa sebična. Ja. Kakšna sebičnica, a veš? A ne, to je neka novodobna, sebična bič, ne? V bistvu, kako jaz vidim, sploh se ne gre za sebičnost. Ja, seveda ne. Ampak se gre za ljubezen do sebe. Točno to, kar je Jasmina povedala. Če je moja steklenička polna, potem lahko tisti presežek, ki gre z lahkoto, špricnem v svet in zalijem ljudi ob sebe. Brezpogojno. Tako, ne? Se pravi, ne uno varianto. A veš, jaz ti dam to, zdaj pa pričakujem potih, pa nisem dobila nazaj, zdaj sem pa polna zamer, ne? To je moja izkušnja. Če jaz verjamem, da velja rek, deluj do drugih tako, kot si želiš, da bi drugi delovali do mene. In jaz sem se ubijala za druge. In vse dala. In dala. In dala. In kaj sem dobila nazaj? Figo. In sem rekla, ta rek ne deluje. Dokler nisem spoznala, da dajem iz praznega vrča v upanju, da mi ga bo kdo napolnil nazaj, da bi me bo kdo potrepljal, pa rekel, ti si pa res fajn. Ja, pa to si zdaj dobro povedala. V bistvu ti si zalivala druge, v bistvu pa mi ljudem pokažemo, ko zalivamo sebe, kakšen je naš standard odnosov. In v bistvu, če sam sebi ne daš, pa pričakuješ, da ti bodo drugi dali, težko, ne? Oni nimajo referenčne točke, kaj ti res potrebuješ. In v bistvu moja filozofija je, s tem, kar ti daješ sebi, ti svetu kažeš odnos, ki ga ti pričakuješ. Veš, kaj jaz rečem? S tem, kako se jaz vedem do sebe, drugim dam načrt. Navodilo za uporabo. Lej, takole. No, pa se tudi ti si v bistvu lahko potem boljši do vseh ostalih, a ne? Seveda, ker si polna, ne? Poln si, a ne? Nimaš uno brezpogojno, bolj si... Vse si bolj. A veš, in tudi, ko si omenjala, ne? Imaš otroka. Lej, jaz sem tudi res, jaz sem skozi bila podjetnica sama, preživeti sem mogla sama, 5 otrok. A veš, koliko ene krivde je šlo čez mene, ko sem pač imela majhne otroke, bila sem sama, tam pa so bili neki naročniki, pa neke stranke. Kaj sem naredila dober? Nič. A ne? Nisem bila niti z otroki, ki so čutili moj nemir, in ko sem šla nekaj delati, nisem bila zares tam, a ne? Dokler se nisem en dan pogovorila sama s sabo in rekla, lej, ko si tam v polnosti in uživaj v tem. In ko si z otroki, uživaj v polnosti z njimi. In to mi je bilo v veliko olajšanje. In res še to, kar si rekla, ne, da ženske, ki vse lahko, me vse lahko, a lahko imamo drugačen model uspešne ženske v javnosti. Ne ta, ki vse lahko, jaz vse zmorem, jaz cel svet si dam na rame in ga nosim, ampak da je to ženska, ki reče, ne zmorem. A ne? Pomagajte mi nositi moja bremena, dajmo skupaj. A ne? Zdaj sem mama. Zdaj mene ni. A ne? Pa v bistvu, a ne, ravno v tem ciklu, ko je ženska mama, bi jo mogel cel krog njen zalivati, zato da ona lahko zaliva otroka naprej svojo energijo. A ne? V bistvu gre za reprogramiranje na individualni ravni in na ravni družbe. A ne? In v bistvu ena more stopiti prva in potem, ko Jasmina to naredi, jaz to vidim in rečem, če Jasmina naredila, mogoče pa tudi jaz to lahko naredim, potem ti vidiš in gremo, ne, ena za drugo. Meni je en tak smešen primer, ne vem, poznate verjetno ta baby shower, ne, ki je ženska noseča, ne. Se pravi, ti njih tam povabiš, pripraviš jim za jesti, pripraviš jim za pit, ha, prinesejo darilca, ful
ful se poslikajo in to je to. A ne? Mother blessing je pa en drugačen ritual, jaz sem ga doživela, kjer pa v bistvu ti ženske tebi kot nosečnici pripravijo en večer razvajanja in masirajo te, in umivajo te, in negujejo te, in v bistvu, ne vem, recimo mi smo imeli en lep krog, kjer smo si dajale potem s prednicami okrog eno tako volno in vse smo jo potem imele in vse so jo nosile, dokler nisem sporočila, da sem rodila, recimo, ne, v podporo. In v grlico, vsaka je prinesla nekaj, neko kroglico ali pa nekaj karkoli, kar se je dal na mojo porodno grlico gora, ne, in je reprezentiralo nekaj v tem smislu. Skratka, res en večer, ki je bil podporen za mamo. In jaz nisem... Ne pa, da pol pucaš za obiski. Ja, nič nisem poskrbela, niti za hrano, niti za ničemer dejansko. Moja naloga je bila samo to, da sem jaz takrat bila doma in one so prišle in so zame poskrbele v polnosti. In vsaka je prinesla hrano, tudi za kasneje, ko se otrok rodi, za vzmrzovalnik in te zadeve. A ne? In dajmo mother blessing, ne? Rej, kakor baby shower, ki na koncu se tam iztroši, že tako ne more, pa še en kup enega denarja zapravi, pa tako naprej. Ne? In ja, bi si želela, da je več tega, no? Ker je lepo. Sploh, ko žensko podpre, se mi zdi, da se zgodi en tak... Tu smo imeli eno temo na ženskem krogu. Tudi, ko te ženska prizadene kot prijateljica, lahko veliko bolj boli. Špela Gornik je rekla, zato ker ponavadi se zna zgoditi, da imaš tudi s prijateljico bolj intimni odnos. Ne govorimo o seksualnosti, ampak intimnosti. In ja, mogoče se more to, ne, tudi ženski v tem smislu. Ja, in da v bistvu, ko si ti vzameš čas za sebe, da te prijateljica ne sodi, ampak da v bistvu ti njej postaviš ogledalo, poglej, tudi ti lahko si vzameš ta čas za sebe. Go, girl! In je podpora namesto sodba. Ja, ful lepo. Hvala lepa, dragi dami, za tale... Ja, hiter gre. Hiter gre, čist prehiter gre. Ampak se mi zdi, da je to res zelo dragoceno za vse ostale ženske, ki razmišljajo, a bi si prvošla to, pa mogoče nič finančnega, ampak zgolj to, da v svoji družini uvede, da ne vem, pa en vikend na mesec ima pa zase, da se naspi ali ne vem, karkoli podobnega. Skratka, tole je znak, ki ste ga mogoče čakali iz univerzuma. Pa sploh v tistih dnevih, ne, v tisti zimi ali kako imaš že. V zimi, tukaj v zimi, ker je tudi intuicija dejansko najboljša. Tako da, ja, lepo je, ko se ženske dobimo skupaj, ko spregovorimo in se na ta način povezujemo. Hvala, ker se povezujete tudi vi z nami. Še več tematik in vseh ostalih vsebin pa na www.klepetobkavi.si.